¿Qué está Elena, Mike? ¿Qué está? Oh, I'm getting old. I missed you guys. Ste fajn, jaz sem full love. Danes večer imamo Zoom, Girls Night, ko mi čakam. Po dolgo cajtu. Nekaj moram razložiti, kar se tega videa tiče. Glasovali ste zanj v zelo veliki meri, ampak je prišlo takole. Se pravi, malo manj glasov je bilo za ta video, ampak zelo izenačeno in sem rekla, da mi je všeč tema, pa zima je in res pa še zelo nisem hotela narediti in to pomeni, da tudi tistega drugega naredila, ampak sem dala prednost temu, ker moja notranjost ga hoče narediti. Don't be mad, please. Mi smo že govorili o dveh trikotnikih in sicer bermudski trikotnik, Bermuda Triangle, ki je itak najbolj slaven na svetu, bohinjski trikotnik, kdo bi se mislil, da imamo v Sloveniji enega, in zdaj imamo še aljaški trikotnik. Well, how the tables turn. Na Aljaski imamo trikotnik, kjer je res neskončno veliko ljudi izginalo. Ampak mi to všeč tema ne samo zato, ker, valjda to res zato, ampak njihova ljudska kultura tam prek teh domačinov, sploh prek prvotnih naseljencev, imajo toliko bogato folkloro, basically, kaj vse bi lahko povzročali ta izginotja, predstavljati si stroške, o katerih bomo tudi govorili v tem videu, da me je toliko potegnili in res mi je všeč. V glavnem gre za ogromno območje na Aljaski, ki sega tako od severa Aljaske pa dol, kakor boste zdaj videli na fotki, da nam teh imenov kraj poskušala sploh izgovoriti. Zdaj pa poslušajte to mindfuck situacijo. Gre za območje, Aljaska nasploh ima 600,000 prebivalcev. Tukaj je od leta 1998, kar je 22 let, zginilo 16,000 ljudi in 2,000 letal. In zdaj si lahko predstavljate, koliko je to. Damn! To sicer velja za celo Aljasko, ampak res velik del tega se je zgodil prav znotraj tega trikotnika, zato so ga tudi izpostavili. In spet gre za območje, tako kot je veljalo za bohinjski trikotnik, kjer je kraški svet tudi, in tako kot je veljalo za bermudski trikotnik, kjer imajo ne vem kakšne podnebne pojave, tudi tukaj velja, da je teren tak, da lahko verjameš, da se to zgodi. Sploh, kar se tiče divjih živali, sploh, kar se tiče terena. Tako jasno, ker smo mi na Alien Alenka kanalu in ker smo teoretiki zarote, bomo šli valjda v te druge razlage, ki probajo dodatno pojasniti, zakaj ne samo da zginejo, ampak zakaj živa duša tam ni najdena, nobenega ne najdejo. Najprej, da samo izpostavim dve glavne stvari oziroma dve glavne izginotji, ki sta se zgodile na tem območju, zaradi katerih je sploh toliko pozornosti potegnilo in valjda je bilo moglo biti povezano z Ameriko, da smo sploh bili tam se nekaj dogaja. En kriptozoolog, King Geralt, na primer, je prepričan, da so za to krivi kdo drug kot mi, alieni, NLP-ji, UFO-ji. To pa zato, ker pa je verjetno tudi največja, najbolj nepojasnjena sreča tukaj in to, da je leta 1950 zginilo tam vojaško letalo s 44 potniki, ne letalo, ne delčki letala, ne kdorkoli od njih ni bil ever najden. Še več prahu pa je dvignilo leto 1972. Tega leta so pa tam zginili živine v ljudi, Hale-Box iz ameriškega parlamenta, aljaški kongresnik Nick Begich, Russell Brown in pa pilot z imenom Don, bili so na majhnem zasebnem letalu in oni so takrat zginili z obličja Zemlje. Po tednih iskanja takrat s čolni, s plovili, s helikopterčki, z avtom, peš, jih niso našli. In če govorimo o teh žrtvah na letni ravni, recimo zginejo, je to od 500 do 2000 ljudi na leto. Za ta izginotja dobesedno krivijo svašta, od vrtincev energije, o katerih bomo govorili, do vesoljcev, do samega terena in do raznih legend in pošasti, v katere dejansko domačini tam verjamejo. Ali pa so samo zgodbice za otroke, da ne grejo toliko daleč od doma. Tam so zelo gosti, obsežni, ogromni gozdovi, razgibani vrhovi gora z raznimi jamami, razpokami, luknjami in pa še masovni ledeniki in vse to skupaj pomeni zelo en nevaren teren. Zdaj to tako, I hear you, tam so razpoke, pa jame, verjeten je avion lik direkt na vzletu. Meni se zdi te razpoke še zmer toliko malo in so toliko naredko pocupane tam, da ne vem, če jih toliko dobro razlaga, da aviona ne najdeš, ne. Res je tam ogromno divjih živali, ki bi lahko napadli človeka, obviously, in pa tudi veliko snežnih plazov, ki bi pa lahko marsikaj zasuli, ampak to še ne pomeni, da potem sledi za tem ni.
pa tudi če bi te živali pojedle ljudi, ki so bili na krogu kakšnega aviona v teh 2000-ih, še zmer zakaj se ne najde pločevine, ne vem, a so toliko mutirani, da jejo pločevino. In evo, smo pri teoriji zarote. Prva, katero bomo obdelali, je teorija zarote o energijskih vrtincih. Tako kot beseda sama pove, govorimo o vrtincih energije, kjerkoli na svetu je zgoščena energija in tam naj bi se ta energija vrtela, verjetno bolj v nevidenem smislu, v smeri urnega kazalca v obliki stožca ali pa v nasprotni smeri urnega kazalca. Če se vrti v nasprotni smeri urnega kazalca, to pomeni negativno energijo. Če se vrti v pozitivni smeri, če se vrti v smeri urnega kazalca, to pomeni pozitivno energijo. Torej, ko se ta energija vrti v pozitivni smeri, v smeri urnega kazalca, torej pozitivni smeri pomeni pretok dobre energije, ker je super za meditacijo, za samozdravljanje, za ustvarjalnost, za kreativnost. Mi ljudje v resnici zelo aktivno iščemo ponavadi te vire in jih tudi najbližji najdli po svetu in ljudje obiskujejo te kraje na svetu zaradi te energije in sicer en izmed njih je Stonehenge, pa egiptovske piramide, pa jasno razne katedrale in templji po svetu. Ljudje po svetu najdejo tudi te žarišča negativne energije, ki se gibljajo v drugi smeri urnega kazalca, to pa naj bi bili na primer velikonočni otoki, nisem vedela. Te energije pa naj bi izčrpavale dobro energijo, naj bi povzročale basically obratno, torej slabo počutje, bolezni, depresijo, zmedenost, nočne more, dezorientacijo in pa vizualne in zvočne halucinacije. Zdaj pa, če verjamete v te energije, pa da obstajajo, pa da recimo tam so in recimo, da so te negativne in če se tam toliko lažje zmedeš, izgubiš orientacijo in koncentracijo in začneš halucinirati, verjetno različi tudi veliko njihovih mitoloških bitij. In ja, enake energije naj bi bile tudi v Bermudskem trikotniku. Najbrž, če bi koga vprašal, tudi v Bohinjskem trikotniku. Torej, druga teorija zarote in zlobne morske deklice Aljaske. Če se ne motim, oni rečejo Kualoop-Hala, upam, da je nekaj tacga, no, ker če te googlali, če boste najdeli, ker jaz pa nisem. Torej, prvo, kako izgledajo. Je nek twist morske deklice, ki jo mi poznamo, živijo jasno še zmer večinoma pod vodo, vendar imajo dve noge in te dve noge imata plavut vzad, da se še zmer lažje premika, se bom probala čim več slik najdati, ima pa tudi rep in ta rep jim tudi omogoča, da se lažje premikajo. Potem ima pa zelo ostre zobe in tudi ostre dolge prste in kremplje. Fantenk je, da je ovita v nekaj, niso goli, ampak so oviti v neko škrapacasto, tako kot dobi, basically ogrinjalo, ampak to ogrinjalo ima scary namen in sicer to, da pokradajo otroke, zemeljske otroke iz nabrežnin, iz obale, in jih potegnejo s sabo in dajo v te njihove halje in z njimi grejo. Kar naredijo z njimi je, ena razlaga je, da jih sicer pojejo, druga razlaga pa je, da jih porabijo za njihovo mladostno energijo, iz njih črpajo mladost in s to mladostjo lahko dalj časa ostanejo oni mladi. Potem take imajo vsi ti domačini razne pripovedke v smislu ne hoditi k obali, otroci in dojenčki predvsem, ker vas bojo pokradali ti morski ljudje. To je lahko tudi za njih zaščita, da so pač otroci bolj pazljivi, jasno. Tretja teorija zarote pa je Kuštakas. To pa bolj verjamem, da je pravilno izgovorjeno. Avtohtoni ljudje tukaj opisujejo Kuštakas kot hibrid med vidro in človekom. Kaj je en Sasquatch, kaj je en Bigfoot, samo predstavlja si bolj bobrasto glavo. Kuštakasih sem dojela, da imajo dve zelo različne razlage. Ena je negativna in sicer spet, da kradejo ljudi in jih po možnosti spreminjajo vase v to, kar so oni. Nočem vedeti kako. Druga razlaga pa je, da so dobri in v bistvu rešijo človeka, ki je tako na način aljaškega trikotnika, recimo, da zgine, se izgubi, basically umre in ga rešijo in ga spremenijo, da še vedno naprej živi. Ok, dragi moji, in pa zadnja razlaga, ki včasih vsakič ko pa morajo vedno alieni vples, zdaj mi pa čisto vse, če smo mi posod, smo posod, danes sem še zelene barve. V glavnem, na Aljaski je kraj tako imenovan Nome, dobesedno N-O-M-E se napiše in upam, da ste moji alienčki gledali film The Fourth Kind. Ko sem zdaj ta fourth. V glavnem, full hud film in tudi rečeno je, da je po resničnih dogodkih. Scary as shit je, če si predstavljaš, da je po resničnih dogodkih. Nastoji valjda tudi zaradi tega, ker v Nomeu je realno toliko neskončno ljudi zginili, ker to je lih ta del Aljaske, ker tudi povejo v filmu, koliko ljudi tam zgine in čist mindfuck. In cel ta film govori o obdukcijah.
In te posnetke, ki so noter v tem filmu, so toliko scary, ker so v bistvu posneti po originalnih posnetkih in na koncu filma se odvrtijo originalni posnetki in je scary, toliko je scary. In valjda se teoretiki zarote tle sprašujejo, ali je neka baza alienov tam, ali je neka baza vojske, ki se ukvarja z alieni na tem območju, kaj tam je, da toliko ljudi vleče v to smer alieni. Ja, je definitivno bilo tam tudi ogromno viden vesoljcev. Dobesedno se zapre v ta paket, misterija, kaj se dogaja, nič ni jasen. In to bo to za ta video. Upam, da vam ni žal, da sem o tem maljaškem trikotniku govorila. V glavnem, pridni bote, radi se majte. Aj, čau!